korakov, kar smo mogli narediti. Ampak mislim, jaz čakam še, da bodo povedali, kakšna je kri, pa pol naprej. Pač Evropsko prvenstvo se ni šlo, oziroma je bilo daleč od tega, kar sem pričakoval. Sezona se je začela v Mantovi kar dobro, potem pa pač tole. Zdaj naprej jaz upam, da bo v redu, kolikor sem malo analizo naredil treningov in tekem za nazaj. Pa sem najdel, da jaz dostkrat sem bil v začetku maja bolan za ponovati izbirne, tudi jaz imam probleme s tem tretjim trafom, da je lahko pa tako povezan, da je pač imunski sistem padel v trening, pač sem bil prilagojen temu, sem stres in tako je to se skrb tako nanesel. Zdaj naprej bo pa, bomo pa temu primerno ukrepali, pa zdaj slabše ne more biti več, tako da gre lahko kam še gor. Zdaj, junija te čaka nastop na evropskih igrah, ki bodo prve. Imaš kakšna posebna pričakovanja glede tega nastopa? Mislim, pričakovanja sigurno imam, ampak zdaj se pravim, da potem na evropskem, pred evropskim veliko lažje o tem govoril. Ta rezultat vse mi je malo na dušo sedel, ker je bil daleč od pričakovanja, pa ampak do evropskih iger je še 4-5 tednov, 5-6. Tako da do takrat sem sigurno sestavil in pokazal tiskaj znam. Pa tudi takrat že odpustil se kar malo precej. Bo še kar nekaj tudi drugih velikih streljarskih tekmovanj, kaj bo zdaj najprej, kateri tekmovalci se bodo udeležili, katere tekme? Ja, zdaj res letošnja sezona v sprintu je nekoliko specifična, ker je program prilagojen zaradi evropskih iger, ki so prvič letos v Bakuju v juniju. In tako da je bilo evropsko prvenstvo postavljeno res v zgoden termin, zato tudi mogoče ravno po dostavi rezultati po vse te razvodi in so se mogoče nekateri odločili evropsko prvenstvo dati pred evropske igre, ampak to se vedno vidi šele na samih igrah. Mislim pa, da je za vse v sprintu na mernih vodah letošnjo sezono najbolj pomembna tekma konec avgusta v Milanu, svetovno prvenstvo, kjer se bodo delile olimpijske kvote za Rio, tako da mislim, da bodo vsi pač glavno pozornost dajali tistim tekmam. So pa že še v drugi polovici maja v programu 3 tekme svetovnega pokala v mernih vodah. Prva čez slabih 14 dni v Montemorju na Portugalskem, kamor potujeta Jošt in Špela in Marenko. Je ta trenutek zaključila trening v Zagrebu, ker praktično dobra 2 meseca je preživela v Brisbaneu na zimskih pripravah, potem je bila zdaj 3 tedne v Zagrebu na Jarunu in zdaj se vrnila domov in bo pač tekmovala še prvi del svetovnega pokala. Tako da Jošt in Špela v Montemor, potem širšo zasedbo, številčno zasedbo bomo imeli na naslednje tekme v Duisburgu. Tam bosta poleg Špele in Jošta bo nastopila še Anja Osterman, ki mislim, da je zelo dobro nastopala na tem evropskem prvenstvu, se bo uvrstila v finale na 1000 metrov. Nastopil bo še Simon Oven, Malin Titolič in pa tudi K2 Apolonijo Blaževič, ki sta bila tudi na evropskem prvenstvu. Tudi manj od pričakovanj zaradi bolezni Alana Apolonija, ki bo še dan pred tekmo vročino. In pa tako kot na evropskem prvenstvu bo na tej tekmi svetovnega pokala nastopil v parakajaku tudi Dejan Papčič, ki pa tudi je zdaj na evropskem prvenstvu s 5. mestom dosegel zelo lep rezultat in mislim, da bo precej motiva za trening v naslednjem obdobju do Milana, do svetovnega prvenstva, kjer se bo ravno tako kot v sprintu delile kvote tudi za paraolimpijske igre v Rio v disciplini parakajaka. Tako da to je pa program, drugače pa evropske igre, kajak program na evropskih igrah v Bakuju bo od 14. do 16. junija, tako da 3-dnevni program na samih igrah. Tja pa potujejo Jošt,
Kela in pa K2 Bologna Zagreb, če pa imamo štiri udeležence tudi na samih evropskih igrah. Tako da toliko čez moje predstavitve, da še kakšno vprašanje. No, pa smo tukaj tudi zato, ker se bodo začele izbirne tekme v slalomu. Prva bi mogla biti že v soboto v okviru državnega prvenstva, pa je previsoka Soča preprečila to tekmo. Zdaj bo malo drugačen sistem, ena tekma manj je, kaj to pomeni zdaj za izbirne tekme? Ja, v samem sistemu izbirnih tekem za sestavo slalomskih reprezentanc smo že predvideli zaradi slabih izkušenj v preteklosti, da je potrebno zapisati res praktično vse scenarije, ki se lahko zgodijo, tako da imamo predvideno tudi varianto, če kakšna od tekem odpade, tako da v tem primeru, ker imamo v četrtek popoldne tekmo soboto in nedeljo, organizirane 3 tekme in bosta 4 najboljši 2 od 3. V samem materialu imate tudi kaj na posamezni tekmi šteje in pa sama tekma v soboto in nedeljo, sprav vikend, ko imamo ICF ranking tekmo, kjer lahko nastopajo samo, lahko uradno nastopa samo po 6 tekmovalcev iz posamezne države. Imamo predviden, da zaradi samih izbirnih tekem v samo tekmo vključujemo še dodatno tekmovalce, zato da praktično ima možnost skozi sistem, ki smo ga postavili, se kvalificirati v samo ekipo. Tako da praktično od četrtka do nedelje čas, ko bomo da tekmovalci pokazati svojo kvaliteto, da se vrstijo v ekipo za Evropsko prvenstvo in pa za prvi del svetovnega pokala. Drugi del svetovnega pokala in pa predvsem pa svetovno prvenstvo pa bo ekipa sestavljena za ta del pa na osnovi rezultatov, ki bodo pred tem dosegali. Tako da svetovno prvenstvo sestavljamo ekipo po zaključku svetovnega pokala. To pomeni, da tisti, ki si ne potrdijo mesta v reprezentanci z uvrstitvami v finale na Evropskem prvenstvu pa tekom svetovnega pokala, za njih potem šteje skupna razvrstitev v svetovnem pokalu za rang, ki omogoča uvrstitev na svetovnega prvenstva. Benjamin, v zadnjih letih imaš v kanuju kar hudo konkurenco, imaš pa na podlagi lanske kolajne svetovnega prvenstva že priznano eno zmago za izbirne tekme. Bo zaradi tega mogoče kaj lažje v tem tipičnem smislu nastopati? Ja, sigurno, sploh zdaj, ker je v bistvu še Susana na tekma padla, to v bistvu imam pa še večji bonus, ker šteje ta protno 2 tekmi od 3. Tako da se, ja, mečkam bolj sproščeno lahko štartam te izbirne tekme, v bistvu cilj mi je tam, da se potrdi pač v ekipo, da se prijem na prve 3 in se v bistvu nekako mislim, je že lahko osnoven na Evropsko prvenstvo. Zdaj si nastopal na nekaj tekmah v Visoki Mikolaškovu na Severgu. Kako si zadovoljen zaenkrat s svojim nastopi? Ja, zaenkrat mi je kar v redu šlo, no. Sem v Visokem Mikolaškovu bila oren konkurenca Miha Martikan, kjer je pol v finalu ter pokazal svojo oren vožnjo, tako da ja nisem zaenkrat še uspel premagati, ampak zaenkrat sem se v redu pripravljal na to sezono, no, in podobno v redu kaže, tako da pač imam dobro pričakovanja pred Evropskim prvenstvom, da je sproščeno. Sašo, vidva z Luko sta bila v Londonu na pripravah, tudi nimata kaj dosti hude konkurence tle za izbirne tekme, tako da bo to bolj kot neformalno verjetno. Se mi zdi, da dobate 2 bo. Tako da ona da ste že v ekipi. Ja, 2? Zaradi naslova svetovnega sistem je tak, da svetovni prvak je dobil 2 tekme bonusa, kolajn, se vrna bronasta pa eno. Tako da zdaj, ker je ena odpadla, praktično Luka in Saša že tudi člana ekipe znotraj sistema. Mislim pa, da tudi drugačno je bilo. Ne bi bilo težav, ker vrsta konkurence doma ne. Ja, sej, tudi zato so zdaj treningi bolj posvečeni temu, da se Luka uvrsti posamezno v ekipo, potem pa z naslednjim tednom
priprava na Evropsko prvenstvo in pa kasneje tudi za glavni cilj sezone, ki je svetovno prvenstvo Centra v Londonu. Zato smo se tudi odpravili zdaj na priprave za 5 dni v London, da testiramo provo in zaenkrat nama dosti odgovarja. Kako je bilo v Londonu, zdaj si rekel, da sta v bistvu zelo veliko treninga naredila, ker je bila dostratno tole? Ja, mislim, dosti kvalitetno smo trenirali, bili smo v terminu skupaj z Angleži, tako da tudi večino prog in treningov smo skupaj naredili. Dobro so se počutila, vreme je bilo super za trenirati in pa mislim, da je to kar, da smo v redu potezali narediti. Tudi rekel si, da se Luka zdaj bolj osredotoča na C1 za te izbirne tekme, da tudi tako pride v ekipo. Koliko dejansko imata zdaj v tem obdobju skupnih treningov? Tako, ker sva skupaj, ker smo na pripravah in to poskušala delati polovico treningov v dvojcu, polovico v enojcu. Zdaj, ker sva pa doma, pa večino pa prevladuje treningi v enojcu, pa nekje 3-krat do 4-krat na teden v dvojcu doslava. Zdaj v okviru Evropskega prvenstva ste tudi imeli tudi sestanek Evropske kajakaške zveze. Zdaj z novo funkcijo so prišle tudi nove obveznosti. Ste kaj novega sklenili, kakšne novosti? Ja, zdaj tako, da na zadnjem kongresu Evropske kajakaške zveze sem uspešno prestal volitve, tako da sem postal član izvršnega odbora Evropske kajakaške zveze in pa tudi predstavnik Evropske kajakaške zveze v mednarodni kajakaški zvezi, torej izvršnem odboru. Tako da zdaj bomo, kaj sem poskušal, neke svoje ideje, ki smo jih že prej imeli, tudi skozi same vodstvene strukture, mogoče malo več uveljavljati, tako da včeraj smo imeli praktično prvo bolj resen sestanek v Pragi, tudi v okviru predsedstva Evropske zveze. In zdaj tam smo si postavili neke prioritete, kaj bi si v naslednjem obdobju nekako želeli strani Evropske zveze postoriti. Gre praktično za vse discipline, ne samo za slalom, merne vode, kot ki recimo pri nas, ali pa spusti, pri nas imamo nekako više rangirane, ampak tudi za ostale, ki recimo v Sloveniji ne gojimo, ker pogledamo na kajak polo je v Evropi močno razvit, ki ga pri nas sploh nimamo in so tudi neke velike želje, da bi kajak polo spravili na evropske igre. Tako da, ampak glavno so poudarki te strategije, da s disciplinami kajaka ostane v programu evropskih iger in tudi v naprej, zdaj mislim, da do konca v drugi polovici maja, da bo znan tudi prireditelj evropskih iger čez 4 leta, tako da bo potem treba delati z temi organizatorji prihodnjih iger, da merne vode ostanejo v programu in da poskušamo vključiti najprej še slalom, če pa bo možnost, mogoče še katero od drugih disciplin. Zdaj, prihodnje leto je Evropski olimpijski festival mladih v Čeru na Madžarskem, kjer bodo drugič v zgodovini teh iger v programu bo tudi kajak na mernih vodah, tudi neka želja tudi na tem tekmovanju v bodoče držati kajakaške discipline. Predvsem pa je ideja, da je največ energije potrebno vložiti v delo na področju medijev, teh socialnih medijev, promocije športa kot takega, marketinga, ker tukaj je dejansko največji minus, tako da predsednik Nemške kajakaške zveze, ki je tudi član predsedstva, ima zadovoljitev znotraj predsedstva, da pripravi program, da se bo na tem področju več naredili in tudi predsedstvo je v odboru nekaj sredstva za to, da se tudi investira nekaj v ta del. Potem nekoliko ne bi bolj profesionalizirali tudi samo pisarno, da bi zdaj imela Evropska zveza neprofesionalnega generalnega sekretarja in zdaj ne bi saj imel profesionalna tajnica, pa da bi neka sredstva, da za to
namenjena za to, da bo ta komunikacija med zvezami in to bolj normalno potekala. In pa predvsej smo se govorili o tem, da bi čim bolj se povezovali tudi mednarodno zvezo, kar do zdaj ni bil primer, predvsem velikrat tudi zaradi nekih osebnih relacij med člani izvršnega odbora Evropske zveze in pa mednarodne kajakaške zveze, da poskušamo čim več resursov, ki jih ima mednarodna kajakaška zveza, uporabiti tudi za Evropsko zvezo. Tukaj predvsem mislimo tudi na tem področju medijev, predvsem pa na področju razvoja, kjer so na mednarodni zvezi določene sredstva namenjena razvoju, ker je pač to financirano iz strani olimpijske solidarnosti, iz televizijskih pravic iz olimpijad in tako naprej ima ICF, mednarodna zveza, bistveno več sredstev za to namenjenih kot pa Evropska zveza. Evropska zveza praktično prvi resen denar, ki ga je zdaj dobila iz naslova Evropskih iger. Ker so organizatorji Evropskih iger vsem mednarodnim zvezam, vsem Evropskim zvezam, dali kar nekaj sredstev za, bom rekel, svoje delovanje in Evropska zveza je dobila 80 000 evrov na račun Evropskih iger na svoj račun. Enako so tudi nacionalni olimpijski komiteji za priprave dobili približno podobno vsoto strani organizatorjev iger. Se pravi, tudi naš olimpijski komitej je strani Azerbajdžana, se pravi, Bakuja, organizatorjev dobil sredstva za priprave. In pa določen del iz naslova televizijskih pravic, ki jih Evropska zveza prodaja in tudi se nekaj nateče iz tega naslova, medtem ko pri mednarodni kajakaški zvezi TV pravic še niso uspeli prodati, ki praktično EBU-ju podarijo, pa da je podajo za to, da vam pa poskušati signal z tekem distribuirati naprej, tako dogovor. Tako da, predvsem pa, ja, delovanje, se pravi, sprofesionalizirati bolj delovanje zveze in pa dvigati nivo samih tekmovanj, prav prvenstvo na višji nivo, pa čim bolj standardizirati. Moram reči, da samo Evropsko prvenstvo v mirnih vodah ta vikend je bilo, mislim, da zelo dobro organizirano, skoraj praktično nobenih zapletov, da je zelo tako skozi tudi promocija sama na Češkem, pa tudi na televizijski prenos, ki so ga ven dejali, ki mi zdi, da je bil dosti kvaliteten, tako da je bil tudi nek primer, da se da sodelovanjem organizatorjev zelo dober produkt dati ven. To je mogoče tudi ena od znakov, v katero smer bomo poskušali vplivati na mednarodno zvezo, da lahko tudi nacionalne zveze s svojimi povezavami, predvsem mislim TV produkcije, tako naredijo vrhunski ali pa zelo dober produkt in da ni potrebno, da se mednarodno zveza na način, kot se delajo stvari, ko zahteva svojo produkcijo, da oni se držijo v svojih rokah. Skok. Kakšno vprašanje? Kakšne pa nacionalne Kajak pa se je na 4, ostali 3. Evropsko prvenstvo v svetovno, pa so 3. Olimpijada, se treba pa še izboriti. Evropski igre pa štejo za olimpijade, kaj velike? Ne, zdaj je to, ja, da nekatere mednarodne zveze so znotraj svojega sistema naredili tako, da so naredili Evropske igre kot kvalifikacijsko tekmo za Rio, tudi kot kontinentalne kvalifikacije znotraj ICF-a. Mi nismo, Evropska zveza ni uspela pridobiti tega dovoljenja strani ICF-a, da bi to bilo, tako da se delijo kvote še vedno na svetovnem prvenstvu, praktično 80% kvot gre iz svetovnega prvenstva, 20 jih pa ostane potem v letu olimpijade še na kontinentalne kvalifikacije. Zdaj pa saj zaslavljam ideja, da ne bi bilo svetovno prvenstvo, ampak da bi bil zadnji ICF ranking
da bi se po zadnjem ICF rankingu razdelile kvote, da bi bil, ne vem, daljše obdobje in mogoče bolj realno postavljene države, tiste, ki naj bi kvote imele, ne, ampak je tudi izvršni odbor Mednarodne zveze zavrnil predlog slavnega komiteja, da bi to vrstni sistem uporabljali. Tako da mislim, še zmeraj verjetno bo zdaj se bo delal na tem, da bi bilo za Tokio za 2020, pa kljub samo potem ranking. Velov in s tem tudi dal seriji rankinga pa svetovnega pokala večjo težo, zato da to šteje tudi za olimpijske kvalifikacije. Večji argument tudi mogoče držav, da hodijo na vse te svetovne pokale. Tekači so eno izgubljena, Kajak je imel 4 lani in kadeti so imeli 3, ampak je v bistvu Jure Lenarčič s finalom v Sevdorgelu pa še s parimi tekami drugimi skočil na rankingu tako visok, da smo dobili še četrtega. Tako da je praktično Jure v lanski sezoni s svojimi dobrimi vrstitvami pripeljal dodatno kvoto. Seveda so jo pa Beni, Luka pa Žepar, tudi se prav z dobrimi vrstitvami zadržali tiste pozicije, ki so jih prej visoke znotraj rankinga. Še nimamo datuma novega, tako da zdaj se bomo pač odločili, kaj bomo naredili z novim datumom tekme. Kakšna bo pa udeležba v Tacnu? Zdaj, jaz računam, da bomo danes dobili strani Mednarodne zveze podatke, točno koliko bo prijavljenih iz strani, mislim, za sam ranking, za samo ranking tekmo, ker prijave za to grejo vse prek online sistema Mednarodne zveze, je pa tako, da imajo Italijani, tako kot mi tudi v soboto in nedeljo izbirne tekme za svoje reprezentance, tako da praktično bo Italijanov vsaj toliko skoraj, pa Slovencev na štartu, ne. Drugač pa je pa tradicionalno, da praktično hodijo, ne vem, Avstrijci, del nemške ekipe. Nemci so tudi zadnji vikend, zdaj ta vikend končali s svojimi izbirnimi tekmami v Augsburgu, tako da oni že imajo ekipe in Hrvatije, ta del naše regije je sigurno vrstne. Točnega podatka pa žal računam, da bomo se bilo čez dan izgledane med. Tako da če bo ga dubo, vam pošljem po mailu, da pa bi Nina postala, sem še štartnikam listo prijav, da